Spoštovana gostiteljica, generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan, spoštovani visoki gostje. Počaščena sem, da vas lahko prvič nagovorim v funkciji prve predsednice republike. Čeprav danes ne morem biti v živo z vami, bi z veseljem poslušala vse prispevke. Že naslov srečanja, kakšnega odvetnika potrebuje država, nakazuje, da se v državnem odvetništvu odpirajo številna vprašanja, na katera bodo, verjamem, odgovorili tudi prispevki na tem posvetu. Eno od pomembnejših vprašanj, ki se po mojem mnenju ponujajo v razmislek, je, ali je državno odvetništvo ustavna kategorija. Menim, da bi moral biti odgovor pritrdilen in si državno odvetništvo kot branik javnega interesa zasluži samostojno mesto v ustavi. Glede na pristojnosti in naravo dela se namreč zdi jasno, da je tudi ta organ del pravosodja, čeprav v ustavi zaenkrat še ni našel svojega mesta. Prizadevanja za slednje trdno podpiram. Državno odvetništvo mora namreč, upoštevajoč premoženjske in druge interese države, skrbeti tudi za spoštovanje našega ustavnega reda in temeljnih postulatov pravne države, kot enako velja tudi za ostale dele pravosodja. Seznanjena sem tudi s prizadevanji državnih odvetnikov, da se ponovno uvrstijo med funkcionarje, kot so to že bili pred spremembo zakona leta 2017. Obstoječi sistem zaradi nedomišljenega udejanjanja sprememb zakona namreč povzroča neupravičene razlike med državnimi odvetniki, ki dejansko opravljajo enako delo, kar lahko v najbolj skrajnem primeru pomeni tudi kršitev ustavnega načela enakosti. Državni odvetniki namreč nimajo zgolj vloge zastopnikov države in državnih organov v sodnih postopkih, kjer nastopajo ob drugih funkcionarjih, temveč izvajajo tudi oblastne pristojnosti, zato se mi zdi nujno, da ponovno postanejo del funkcionarskega sistema. Državno odvetništvo je bilo v nekih nedavnih časih, ki se jih zagotovo vsi še dobro spominjamo, tudi na moralni in strokovni preizkušnji. Delati v skladu s protipravnimi navodili oziroma odločitvami drugih državnih organov ali ohranjati svojo integriteto in strokovnost ter se zoperstaviti neprimernim poskusom poseganja oblasti v temeljne človekove pravice in svoboščine. Menim, da je ta grenka in unikatna izkušnja državno odvetništvo dodatno okrepilo v prizadevanjih, da svoje naloge opravlja v skladu z vsebino zaprisege, ki jo državni odvetniki izrečejo ob nastopu dela, torej, da bodo svoje delo opravljali vestno, pošteno in odgovorno, v skladu z ustavo in zakoni, ter pri tem varovali premoženjske in ustavne interese Republike Slovenije, javni interes ter ugled države in državnega odvetništva. Naj vam bodo te pomensko polne besede vodilo tudi v prihodnje. Uspešno izvedbo posveta vam želim.